Vsem skupaj želim lep dober dan. Smo pred novim, zelo pomembnim projektom, ki ga želimo izvesti še v letošnjem letu, ker danes seveda podpisujemo pogodbo za rekonstrukcijo oziroma energetsko sanacijo naše podružnične šole, osnovne šole Cvetko Bularja. So z mano gospod Stanko Srša iz firme Dolinka Inženiring z.o.o. Beltince in pa na moji levi strani gospod Sekereš Bojan, ki bo opravljal nadzor. Seveda z nami tudi sodelavka, ki je pomagala pri pridobivanju sredstev in pa tudi pri izvedbi javnega naročila, vodja oddelka za gospodarske javne službe, gospa Liljana Posjer. Mi se zelo veselimo, da smo tudi uspeli pridobiti nepovratna sredstva na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacije energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic, ki so v lasti lokalne skupnosti. V bistvu gre za podružnično šolo, kot sem že dejala, Cvetka Bularja, kjer smo že v lanskem letu ogromno razmišljali v smeri, da bomo v občini Ljutomer zasledovali učinkovito rabo energije in pa tudi čim več pozornosti usmerili temu, da bomo v stavbah, ki so v lasti občine, zniževali stroške energije. V lanskem letu smo prekrili streho in sicer to je bilo iz sredstev, ki smo jih dobili iz naslova najemnine, ker smo na skoraj vseh osnovnih šolah v naši občini namestili sončne elektrarne. Je pa seveda problem predstavljala tudi fasada, toplotne izolacije pod odstrešjem in pa okna in vrata, zato smo se tudi prijavili na ta razpis. Prijavo smo dali z ocenjeno vrednostjo projekta v višini približno 143 000 evrov in tako smo uspeli pridobiti na omenjenem razpisu nepovratna sredstva v višini 85% ocenjene vrednosti oziroma to je nekaj več kot 97 000 evrov. Z pristojnim ministrstvom je že bila podpisana sofinancerska pogodba 9. septembra, smo pa potem takoj pristopili k izbiri izvajalca preko javnih naročil in kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana, kot sem že dejala, firma Dolinka Inženiring z.o.o. Mladinska ulica 12 iz Beltinec. Nov izbrani ponudnik ponuja izvedbo del v vrednosti, ki znaša 116 792,67 evrov brez davka na dodano vrednost. Kot sem že dejala, se bodo dela izvedla v letošnjem letu, predviden rok za izvedbo je 10. november. Tako da seveda smo istočasno zbirali ponudbe za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora in kot najugodnejši je bil gospod Bojan Sekereš oziroma Gradal SP, Industrijska ulica 7 iz Lendave. To za nas predstavlja seveda zelo pomembno pridobitev, kajti v bistvu znižali bomo stroške ogrevanja, tudi stroške energije, nekaj se nam že v bistvu pozna za zamenjavo strehe v lanskem letu, ko pa bomo zamenjali okna, vrata, potem tudi naredili toplotno izolacijo fasade, tudi radiatorski ventili se bodo zamenjali za termostatske, pa seveda pričakujemo, da bodo seveda boljše rezultate se pokazali. Seveda pa to pomeni tudi lepše bivanje naših učencev z posebnimi potrebami v teh šolah, tako da verjamem, da se bodo tudi oni veselili skupaj z vodstvom šole in zaposlenimi te nove pridobitve. Toliko imam jaz v uvodu za povedati, če mogoče konkretno kakšno vprašanje na sam projekt, izvolite. Kako imate tu otrok? Ta čas bojo oni na šoli, ne bojo jih nikam selili ali kak? To se bodo seveda izvajalci sproti dogovarjali z vodstvom šole, mislim, da so že stekli določeni razgovore. To bi jaz prosila gospoda direktorja, če lahko malo več poveste o tem. Lepo zdrav tudi z moje strani. Hvala za zaupanje. Kaj se tiče samega dela, smo veseli, da bomo tudi lahko v tem delu Pomurja pomagali urediti tudi to šolo.
Gledajte, kaj se tiče samega vajnega dela, mislim, da je to jutrišnji dan, da bo se jutri ta zadeva začela odvijati. Mislim, da kader, ki bo to delal, je usposobljen, kajti v tem letu in pretekle leta smo dobili kar nekaj projektov, ravno s tem, da so pač to te sanacije, odnosno energijske sanacije. Tako da še enkrat malo nešto, da se bomo potrudili in zadovoljili tem kriterijem, ki so pač tega pomena. No, jaz lahko povem tudi iz preteklih izkušenj, ko smo zamenjavali strešno kritino. Tu so se opravili detaljni razgovori z vodstvom šole, potem je tudi vodstvo šole opravilo razgovore z starši, kako, na kak način se organizira pouk, tako da jaz tudi verjamem, da se bo izvajalec temu prilagajal. To so otroci s posebnimi potrebami, zato je pač potrebno tudi s starši opraviti določene razgovore in tudi sama izvedba. Mislim pa, da je posebna pozornost tudi zagotovljena varnosti pri takšnih izvedbah, ne. Glede na vse te stvari se še posebej previden, pa še prihaja do nepredvidenih nesreč, ne. Tako jaz verjamem, da se bo pač tu poskrbelo za varnost. Kako so bile ostale šole energetsko urejene? Bloknarke? Mi smo naredili več teh energetskih pregledov, ker smo tudi pač pridobili nepovratna sredstva s pomočjo razvojnih agencij. Normalno je, da je ta šola bila v zelo slabem stanju. Odprta nam ostaja Cezanjevska šola, vendar tam se predvideva novogradnja, tako da pač nismo te zadeve prijavljali na razpis za energetsko sanacijo. Kar se tiče osnovne šole Ivana Cankarja, so bolj ali manj zadeve bile sanirane, saj je v bistvu prizidek in to je bilo sanirano nekaj let nazaj. In pa Stročja vas je tako nova šola zgrajena, tako da se tudi tam so delali energetski preglede. Mogoče bi bilo bolj nujno razmišljati tudi pri samih izgradnjah, ne da bi se že sami projekti pač zasnovali v smislu energetsko varčne gradnje, ne, kar mi seveda pri projektih, ki sedaj pač peljemo v koncu pri osnovni šoli Cezanjevci, zasledujemo. Cezanjevci bo novogradnja? Predvidena je novogradnja. Sedaj so v končni fazi projekti. Ko bomo imeli izdelane projekte, bomo organizirali tudi javno razpravo, tako kot ponavadi mi delamo pri vsaki investiciji. Najprej smo se z krajani usklajevali glede lokacije, to nam je uspelo, tudi v občinskem prostorskem načrtu pač slediti njihovim željam. Letos so predvideni projekti, z njimi bomo tudi razpravljali, če je tako pač sprejemljivo, s tem, da smo projekt zasnovali na tak način, da bomo gradili fazno. Najprej smo se nekako začrtali, da bi pristopili k izgradnji vrtca. Projekt pa je tako zasnovan, da je možna fazna izvedba, potem seveda izgradnja šole. Težko bi povedala rokovno, konkretno, kdaj bomo začeli z izvedbo. Namreč bojim se, da tukaj ne bomo mogli pričakovati nekega deleža sredstev strani države. Iščemo pa druge možnosti evropskih sredstev direktno. Tu zelo aktivno tudi iščemo vire. Potem pa bomo videli, ne, v bistvu bomo mogli postopno. Potem bom lahko tudi več kaj povedala. Tako da bi v bistvu s lastnimi sredstvi gradili, je seveda preambiciozno obljubljati, ker ne rada obljubljam nekaj, kar ni možno realizirati. Takrat, ko bo čas za to, pa bomo. Letos pa bomo seveda pristopili k odkupu zemljišč, ko bomo konkretno imeli izdelan ta projekt. Zato so vse šole, Blokmerki 2, Cezanjevci pa Stročja vas. Potem imamo še na Stari cesti vrtec. Nekako predvidevamo, čeprav je to težko, seveda se je potrebno vse starši in pa z vodstvom šole usklajevati. Jaz mislim, da če bo izgrajena nova šola in vrtec v Cezanjevci, da bomo potem seveda mogli tudi z razloga racionalnosti, pa tudi zato, da otrokom zagotoviš normalne bivalne pogoje, tudi otroke tja usmeriti. V Mali Nedelji je šola, mislim, da je v dobrem stanju, da ni potrebno. Kar se pa tiče podružnične šole na Cvenu, pa mislim, da je tudi pač v dobrem stanju. To sproti, kaj je nujno potrebno vzdrževati, poskrbimo. Normalno pa je, da če še bodo kakšni razpisi energetskih sanacij, bomo še
kako šolo prijavili, oziroma pač stavbo, ki je v lasti občine, bomo počrpali, da imamo tako sredstva, ker je zelo fajn pridobiti 85% delež, potem si tudi lahko lastni delež zagotoviš in privoščiš tak projekt. Na Fulneški so bile kar zamenjene okna, pa tudi streha ni v tak slabem stanju. Pri Fulneški, koliko se pogovarjamo z vodstvom, ne, z ravnateljico, je problem mogoče neki skupni prostor v prvi fazi. Seveda je bila ideja tudi po novogradnji vrtca, vendar če pa upoštevaš pač pogoje, ki se ponujajo našim tako otrokom v vrtcu, kot tudi v šoli, potem pa mislim, da je najbolj problematična Sezanjevska. Kako je pa z glasbeno šolo zdaj? Ja, z glasbeno šolo je tako, da smo na občinskem svetu sprejeli sklep, da bi se pristopilo k pripravi prostorov za izvajanje glasbene dejavnosti na osnovni šoli Ivana Cankarja, se pravi na Podstrešju. Mi smo takrat takoj pristopili k izdelavi projektov, projekti so bili izvedeni in smo na podlagi tistih projektov in popisov pristopili tudi k zbiranju ponudb. Smo zdaj v fazi, ko smo odprli ponudbe, analiziramo jih in bomo videli, da pač, če bomo seveda na kak način bomo reševali. Dobili smo precej visoke ponudbe in zdaj se moramo usklajevati, iskati pač rešitve. Zdaj v tem trenutku še ne morem povedati dokončne, ker se je potrebno uskladiti z vodstvom glasbene šole. Je pa gori dovolj prostora? Na Podstrešju je dovolj prostora, vendar takšne tovrstne izvedbe zahtevajo seveda posebne izvedbe, zaradi tega, ker je glasbena šola, to je odprt prostor, nima pač zidanih sten, potrebno je namestiti predelne stene, kar pomeni dodatno zvočno izolacijo in to predstavlja nekje, tako so mene poučili, jaz nisem gradbenik, približno 30% dražjo investicijo in tu so kar visoke ponudbe, zato bomo mogli iskati neke rešitve, kako bomo prišli do kakšnega zaključka malo prehitro. Bo pa, seveda, bomo mogli pa kar hitro prijeti do končne odločitve. No, sedaj pa jaz povabim k podpisu, ne, pa še potem kaj več povem, mogoče še nadzorne podam besedo, ne. Sem pa se reagirala, če bi naredila življenjsko napako. Papir vse prinesem. Bože, bi ste bilo podpisali. Iskrene čestitke, čim manj problemov vam želim, pa čim hitrejšo izvedbo, ne. Hvala za upanje, mislim, da bomo se potrudili, vem, da se bomo potrudili, da bo referenca, ki bomo to dobili tudi še dalje za prve, ki bo pa dalje. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da ne pogledam. Če še mogoče želiš ti? Ne, samo želim, da bo to šlo v redu skozi ta zadeva, da bomo začeli čim prej, ker glede na vremenske razmere je treba res v jesenskem delu končati, gre tukaj za fasado in za okna, to ne more biti izvajano v zimskem času, tako da so roki relativno kratki, ampak mislim, da bo izvajalec uspel v tem času narediti tudi kvalitetno, ne samo rokovno. Mi bomo pa skrbeli za da bo finančno, strokovno pa rokovno vse vredno. Hvala lepa.
Hvala lepa, prijeten naprej.